Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 13. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki se bosta pomerila domači Koper in Bravo. Najprej si poglejmo, kaj se bo dogajalo in kaj se je že zgodilo v tem 13. krogu. Dve tekmi sta bili odigrani včeraj. Nogometaši Primorja in Nafte so se razšli brez zmagovalca v Novi Gorici. Enako pa velja tudi za obračun v Fazanariji. Sandro Jovanović lepo na levo, kjer je El Mansuri. El Mansuri. Izkazal se Orbanić, že tu Pabaj. V priložnost za Jurića gol! Sicer avtogol Matije Orbanića, Koper pa vodi z 1:0. 22. minuta srečanja. Deni Jurić je močno sprožil, stresel prečko, od nje pa se žoga odbila v hrbet Matije Orbanića in Koparčani so povedli. Na zadnjih treh odigranih tekmah proti Bravo Kanarčki niso dosegli niti enega gola, no tokrat so vendarle našli pot do tekmečeve mreže. Matija Orbanić tu pravzaprav ni zakrivil ničesar, nikakor ne bi mogel odreagirati drugače. Mark Pabaj je dobil žogo, poslal zelo uporabno žogo. Lovrić, Omladić. Prenos Omladića, lepo je tu opazil El Mansurija. Omar El Mansuri zdaj v krasnem prodoru. Omar El Mansuri slalomira. Omar El Mansuri, kakšen gol! Globok priklon, Omar El Mansuri. Žoga je njegova droga, zelenica je njegov oder. 30. minuta, Koper je podvojil prednost. Kot vroč nož skozi maslo je šel skozi obrambo Šiškarjev in na koncu z levico še natančno zaključil ob levi vratnici Matije Orbanića, ki tudi v tem primeru ni mogel postoriti ničesar. In Kanarčki ima zdaj resnično lep kapital. Takole je šel skozi Španringa in Selana, potem je opravil še z Jakšićem in na koncu ugnal še Orbanića. Trdin. Gašper Trdin. V izrazito nizkem bloku so varovanci Bogatinova, samo Jurić ostaja spredaj. Španring v kazenski prostor, prečka, še nevarno gol! Milan Tučić, 2:1. In še bo tekla kri po žilah Šiškarjev. Povsem odprt drugi polčas je pred nami. Milan Tučić do 5. gola v letošnji sezoni. Zdaj je 4. najboljši strelec lige. Zanimivo, po 3 letih in pol je Milan Tučić prišel do gola v gosteh v prvi ligi. Vse 4 v letošnji sezoni doslej dosegel v Stožicah. Takole res izvrstna reakcija. Gašper Trdin išče prostor za strele. Stanković na desno, Španring. Mark Španring, dobra podaja, Pečar, priložnost za Bravo in ni zadetka. Jakšić je imel krasno priložnost, toda žoga je nekje na poti do vrat Jurkarja spremenila smer in se odbila tudi stran od cilja. Odločno Mark Pabaj, zelo dobra predstava Marka Pabaja. Matondo proti Pabaju, Mark Pabaj, krasna podaja in gol! Gol za Koper, Tomi Jurić do gola na drugi zaporedni tekmi. Mož, ki je pred dobrimi 10 leti odločil veliki finale Azijske lige prvakov, je znova podvojil prednost Kopra in Oliver Bogatinov lahko znova diha bolj umirjeno. Tomi Jurić se je takoj zahvalil Marku Pabaju za fenomenalno asistenco. Bravo je dolgo časa iskal razpoke v tekmečevi obrambi, toda ni jih bilo veliko. Koparčani pa so zdaj pičili po proti napadu. Matondo takole za Pabaja, ki je nadaljeval z gibanjem. Francoz pelje žogo naprej. Stanković, Poplatnik. Mittendorfer se ni odločil za direkten nalet proti Stankoviću. Priložnost za Pečarja, gol oziroma Trdin. Trdin je zadev. Pardon, Mark Španring. Mark Španring do prvenca v prvi ligi na 139. nastopu. 76. minuta, tekma je znova živa.
Štraus. Jakšič, Jakoslav Stankovič. Matom Done bo prišel do žoge, tu je Lan Štraus. Stankovič proti Tučiču, Tučič iznajdljivo, ampak malce premalo natančno. Koprčani so preživeli ta nalet. Za prihod pred vrata Jurharja bomo videli, v kolikšni meri bo to držalo v praksi. Tole je lepa podaja na desno, Špandrin, krasno priložnost in mimo vrat. Mimo vrat, Šiškarji bi lahko prišli do izenačenja, Špandrin, ki je znova izvrstno zavrnil žogo. Selitev narodov pred vrata Metoda Jurharja. Dobri skakalcev je kar nekaj. Ostra podaja pred vrata, Koprčani zanesljivo, Gidado bo težko prišel do izraza. Jakšič vrača žogo nazaj, priložnost za Tučiča na golovi črti, pa odbija Maj Mittendorfer. Oliver Bogatinov, za začetek očitno vas ni prav nič zmedlo, da se je tekma začela s polurno zamudo. Pa, če je to recept za zmago, bi si želel sam, da vsako začnemo. Čestitke fantom na odigrani tekmi, neposrednega konkurenta za Evropo, smo premagali doma in osebno mislim, da tekma je bila zelo gledljiva in da vsi danes na stadionu in pred ekrani so lahko uživali v golih, v potezah. Z moje strani mogoče bi si želel pri 2:0 bolj mirno nadaljevanje in pri 3:1, ampak ja, to je nogomet, to je čar nogometa in jaz lahko samo čestitam danes obem ekipam. Ja, res fantastična tekma, pravzaprav smo na vaših zadnjih dveh obračunih videli kar 12 zadetkov. Kaj vi na to porečete kot trener? Začeli smo prvenstvo tako, da smo zelo malo zadetkov prejemali, pa relativno malo jih dali. Danes, oziroma v zadnjih dveh tekmah, ja, smo 6 golov dali. To je pozitivno, malo tudi bolj odprto je za nasprotnika, ampak tudi ko pa imajo tak dan in s takimi goli, s takimi streli končujejo akcije, je lahko čestitati tudi nasprotniku. Ja, gledalci bi si zagotovo želeli takšne toliko golov. Je to realno pričakovati? Mislim, da danes je bilo veliko kvalitete na igrišču. Ko je, bom rekel, ko niso to prepoceni zadetki, potem tudi saj jaz osebno kot trener nimam tega in verjetno nihče na igrišču, da padajo prepoceni zadetki. Ko pa je nekaj kvalitete vključeno, natančnih, močnih strelov, ko res vratarji imajo težko ali pa nemogoče delo, da to odvanja, potem pa smo lahko vsi zadovoljni, ja. Danes torej res zelo dobra predstava z vaše strani. Je pa morda res, da ste v dveh primerih nasprotniku prehitro dovolili, da se je vrnil nazaj v tekmo, da je torej znižal zaostanek. Vaše mnenje glede tega? Pa ravno mislim, da to dva top gola, Jurhiju nekaj tu očitati, ne pri prvem, ne pri drugem in neki ožji obrambi. Tako da res je, če že govorimo o nečem, je lahko to, da še vedno smo premehki, nasprotnik nas ponavadi tepe. Onemogoča, mi pa tu, evo, to je nek moment, ki bi lahko več takih pametnih prekrškov naredili na igrišču in preprečili mogoče kakšne akcije v nadaljevanju. Je pa najlepši gol na tekmi gotovo dosegel vaš varovanec Omar El Mansuri. Morda kakšna beseda o njem, o njegovem golu? Še predtem mislim, da smo iskali to luknjo, iskali to neko situacijo z nekim držanjem žoge, iskanjem te neke male odprtega prostora in Omladič je to prepoznal, izvrstna podaja, ki je presekal celo vezno linijo, tako da Omar potem v svojem slogu, v svojem slalomu odlično in še lepši pa zaključek z njegovo slabšo levo nogo.
Aleš Arnold, sicer ste izgubili na tretji zaporedni tekmi, ampak predstava je bila zelo dobra. Nasploh je bila to ena najboljših tekem v tej sezoni. Kakšni so vaši vtisi? Nekako se je zdelo, da Koper bi si po eni strani zaslužil zmago, vi pa si tudi nikakor niste zaslužili poraza. Tako, jaz bi s tem začel, da si nikakor poraza nismo zaslužili. Absolutno moramo prevzeti odgovornost, da smo prelahko prejeli zadetke. Res, da je šlo sploh v prvem primeru za res lep zadetek, za nekaj individualnih napak, ampak zelo hitro smo prejeli. Jaz mislim, da Matija nima niti resne obrambe, da smo 16krat smo udarili po golu. Če smo že storili te napake, pa da smo imeli toliko smole pred golom, da v bistvu takšnih situacij nismo zaključili, ogromno strelov 16-metrskega prostora, pa izigrano na drugi prosti. Pač preprosto v zadnjih 3 tekmah je tudi prisotno nekaj smole, ampak ključno je, da mi prevzemamo odgovornost, tako kot smo leteli v odlični seriji rezultatov in izredno malo porazi, da pa zdaj, ko v bistvu smo v slabši seriji 3 porazov, da pa v bistvu prevzemamo odgovornost za tiste stvari, ki jih lahko storimo boljše in nadaljujemo. Ja, nekako se je zdelo, da ste se zbudili takrat, ko je Koper šele dosegel 3. gol ob minimalnem zaostanku v drugem polčasu. Nekako niste bili tako napadalno dejavni, kot bi si želeli. Kaj je morda še manjkalo v uvodnih minutah drugega polčasa? Ja, jaz bi poudaril tudi prvi polčas, da v bistvu pred prvim zadetkom, ko smo ga prejeli, smo imeli 3 lepe situacije, smo bili malo nenatančni v 16-metrskem prostoru. Tudi pri 2-1 se v bistvu smo imeli pobudo, ampak prelahko prejeli zadetek, tako da pa potem spet prišli na 3-2 in potem imeli, mislim, da res lepo serijo priložnosti. Če bi jo nekdo ponudil, bi jo vzeli v vsakem trenutku to serijo, ker smo bili res blizu zadetkov, ampak tako, kot sem rekel, včasih te sreča ne nagradi. Morda smo v prejšnjih krogih bili malo bolj nagrajeni v določenem trenutku, ker smo ustvarili manj priložnosti, pa hitreje zadeli, ampak potrebno je vztrajati naprej. O porazih je seveda težko potegniti pozitivne stvari, ampak takih je veliko danes. Tudi prvi zadetek Marka Španringa na njegovem 139. nastopu v prvi ligi. Kako veseli ste zanj? Ja, sem sigurno vesel. Marka poznam še iz mladinskih vrt, sam sem ga treniral še kot mladinski trener in Mark ima ogromno kvalitet, je en izmed igralcev, ki je v fazi branja izredno nadarjen, je pa tudi v napadu dela korake naprej in sem vesel, da je danes to krono in dokazal zadetkom. Po tekmi z Mariborom ste nekako dejali, da se še ne ve, kdo se bori, zakaj in s kom. Vseeno je recimo Oliver Bogatinov dejal, da bodo točke danes štele dvojno. Ali vidite morda nekako Koper vendarle tudi po današnji predstavi kot glavnega kandidata za to 4. mesto? Morda se tudi Mura seveda vmeša v ta boj. Sigurno, mislim, da so to ekipe, ki so najbližje 4. mestu, Koper, Mura in pa Koper Bravo in pa Mura, tako da jaz mislim, da Koper glede na svojo širino kadra, glede na izkušenost, in na kvaliteto, ki jo ima, da je absolutno prvi favorit za to 4. mesto. Mi pa, tako kot smo povedali, nikakor ne moramo v tako zgodni fazi, pa čeprav je tretjina prvenstva za nami, karkoli napovedovati, ker tako kot vidimo, takoj, ko nismo v naši igri povsem perfektni, saj v eni izmed faz smo rezultatsko kaznovani, kar je normalno, zato se tega položaja zavedamo in vedno, da nam preostane to, da iz tega spodnjega dela napadamo proti navzgor. Ko bomo pa to sposobni, bo pokazala sezona. Naslednji teden domača tekma z Muro. Katere elemente si želite, da bi varovanci izboljšali? Ja, najprej naj poudarim, da imamo še težko gostovanje v Tolminu, kjer je igrišče v zares takšnem stanju, da v bistvu bo za nas velik izziv. Na drugi strani pa, tako kot sem rekel, ključna zadeva proti Muri bo absolutno ta, da tako lahko ne prejemamo zadetkov, da smo sposobni žogo odzemati, tako kot smo jo na tekmi proti Mariboru, in da ponovimo v bistvu to umirjenost, ki smo jo imeli danes v fazi napada, in da poskušamo ustvariti tako število priložnosti. Omar El Mansouri, congratulations for the win. After 2-goal lead, did you expect such a drama at the end? Thank you. It's a game important and it's a big win also. I score a very good goal and I'm happy now. Yeah, you really scored a screamer. You managed to pass 3 players. Was this the best goal in your career? Because you also scored an amazing goal against Radomlje. I think this goal is very good because I like dribbling. In Radomlje it's also a good goal because it's important moment, you know. With Radomlje I score in 90 minutes and after the game is finished, but
this goal is better, I think, for me because it's my play. I like dribble, and now I dribble and good finish, and it's important also because Bravo, it's a good team. It's concurrently direct, and this goal is better. And you are also scoring in very important moments, because if we take your goals away, your team would have 6 points less. So in really important moments, you are scoring. Yeah, it's true. It's my job. It's my role in the team. I am player. He created a lot, and it's my job. Thank you very much, Omar. Mark Španerik, najprej čestitke za zadetek, ampak verjetno bi raje ostali brez gola pa s 3 točkami, tokrat je bil Koper boljši, ampak sama tekma je bila praktično od prve minute zelo dinamična, tako na eni kot na drugi strani smo videli kar precej priložnosti. Kako ste videli to tekmo? Ja, mislim, da je bil prvi polčas Koper zelo kvaliteten v posesti in smo težko nekako prihajali v duele, da bi jih prisilili v napake. Drugi polčas smo pa, mislim, da mi prevzeli pobudo in se tudi ustvarili lepo število priložnosti. Žal nismo jih vseh zadeli, Koper pa konkreten in mislim, da se lahko marsikaj naučimo iz te tekme. Sedaj vas čaka kar precej zahteven razpored, tudi ko govorimo o sami relaciji. Najprej v Tolmin, kjer vemo, kakšno je igrišče, pa potem v Mursko Soboto. Sedaj bo kar naporno v naslednjih dneh. Ja, glavni cilj je zdaj, da se dobro spočijemo, dobro odigrati zdaj te tekme. In pol na naslednji teden se lahko normalno pripravimo čez cel teden na tekmo z Muro. Ne Muro, naslednji teden. Ne, jaz tudi ne vem. Mark, hvala in srečno. Hvala, čau.